Nasprotniki referenduma o arhivih vas bodo te dni prepričevali, da nov zakon arhive veliko bolj odpira. Zagovorniki referenduma pa bomo dokazovali, da nov zakon zlasti arhive Udbe zapira. Da se boste lažje odločili, naj vam pomagam z nekaj podatki. Sedaj veljavi zakon, ki ga je sprejela Janševa vlada leta 2006, razlikuje med žrtvami Udbe in načrtovalci umorov, morilci in ovaduhi Udbe, ki jih je ta izvajala vse do osamosvojitve Slovenije. Žrtve Udbe so po zakonu Janševe vlade iz leta 2006 varovane z 11 občutljivimi osebnimi podatki. Načrtovalce umorov, njihove izvajalce in ovaduhe Udbe pa Janšev zakon iz leta 2006 ne ščiti. Zakaj torej referendum? Referendum zahtevamo zato, ker je sedanja vlada poteptala ljudsko voljo, izraženo na referendumu leta 2011. Ljudstvo je namreč odločilo, da morajo ostati arhivi Udbe odprti. Referendum zahtevamo zato, ker je sedanja vlada izenačila žrtve Udbe in načrtovalce umorov, morilce in ovaduhe Udbe. Referendum zahtevamo zato, ker je sedanja vlada zmanjšala zaščito žrtev Udbe iz 11 na 6 omejitev občutljivih osebnih podatkov. Referendum zahtevamo zato, ker je sedanja vlada načrtovalce umorov, njihove izvajalce in ovaduhe zaščitila s 6 kriteriji občutljivih osebnih podatkov. Dovolite mi, da vas opozorim na še nekatera dejstva, s katerimi vas želi sedanja vlada in minister za kulturo dr. Uroš Gilc odvrniti od podpore referendumu. Na internetu so začeli objavljati nekatere podatke. Objavljajo programe dela Republiškega sekretariata za notranje zadeve za obdobje 71-76. Vas to zanima? Mene ne. Objavljajo letna poročila o delu Republiškega sekretariata za notranje zadeve od leta 1945 do leta 1974. Vas to zanima? Mene ne. Objavljajo poslovnike o delu Republiškega sekretariata za leto 1968 do leta 1975. Vas morda to zanima? Mene ne. Objavljajo organizacijo in sistemizacijo Udbe od leta 1945 do leta 1965. Vas to zanima? Mene sploh ne. Objavljajo zgodovino organov za notranje zadeve in voz od leta 1941 do leta 1951. Vas to zanima? Mene ne. Objavljajo spisek obsojenih oseb, nad katerimi je bila izvršena smrtna kazen v letih 1945 do leta 1952. To so sicer zanimivi in pomembni podatki, toda že znani. Vas to torej zanima? Mene ne. Objavljajo spisek nadzorovanih oseb, kar 17.275 jih je bilo, ki so jih nadzorovali. Tudi te podatki me ne zanimajo. Tudi vse to objavljajo zato, da bi vas zavedli. Verjetno tako kot vas, tudi mene zanimajo nekateri drugi podatki. Mene zanimajo recimo tile podatki. Kdo so načrtovalci umorov Slovencev in drugih državljanov? Kdo so ovaduhi Udbe? Kdo so pripravljavci umorov Udbe? Kdo so morilci Udbe? Kje so ti ljudje danes in kaj delajo danes? Vse to seveda so vprašanja, ki so vam jih zamolčali. Vse to so vprašanja, ki so jih pred vami skrili. Tudi zato oddajte svoj glas za referendum. Tudi zato na referendumu glasujte proti zapiranju arhivov Udbe.